Jaz bi vas lepo pozdravila vse. Dobrodošli na letošnjo okroglo mizo na temo gospodarski inženirji skozi oči primorskih podjetij. Kot že mogoče veste, na Poslovno-tehniški fakulteti vsako leto organiziramo okroglo mizo, na kateri se običajno pogovorimo z diplomanti študija gospodarski inženiring, ki delijo svoje izkušnje študija. No, letos smo se odločili, da naredimo malo drugačno okroglo mizo in povabiti predstavnike podjetij, ki zaposlujejo naše študente v sklopu praktičnega usposabljanja v 3. letniku študija prve stopnje ali po končanem študiju. Tako da danes bodo z nami delili svoje izkušnje in poglede na delo in strokovne usposobljenosti naših študentov, ki delajo pri njih, in bi vam predstavila naše goste. Z nami je gospa Darja Bajc, ki v podjetju Ledlux d. o. o. pokriva področje Human Resource Management. Potem je z nami gospod Andi Pellegrini, tehnični direktor v podjetju GUAP d. o. o. Gospa Iris Lisjak, organizatorka kadrovskih procesov v podjetju Male Electric Drivers Slovenija d. o. o. Ter gospod Aleš Humar, vodja službe kakovosti dobaviteljev in vhodne kakovosti tudi v podjetju Male Electric Drivers Slovenija d. o. o. Tako da dobrodošli vsi. In zdaj besedo predajam kolegici Nive Štefančič iz Kariernega centra na Univerzi v Novi Gorici. Dobrodošli tudi v mojem imenu, tako predstavniki primorskih podjetij ter tudi ostali gostje. Naj omenim, da je do danes na Poslovno-tehniški fakulteti skupno na 1. in 2. stopnji diplomiralo preko 580 diplomantov. Diplomanti Poslovno-tehniške fakultete se zaposlujejo v široki paleti različnih podjetij in ustanov ter še širši paleti delovnih mest. Kot je kolegica Aneta že omenila, do sedaj smo na okroglih mizah običajno gostili diplomante Poslovno-tehniške fakultete, letos smo pa o tem profilu želeli spregovoriti s predstavniki delodajalcev, ki gospodarske inženirje zaposlujete, ter jih spoznavate tudi preko praktičnih usposabljanj študentov. Praktično usposabljanje je namreč obvezna vsebina študija v 3. letniku prvostopenjskega programa. Jaz bom kar prešla na prvo vprašanje današnjim gostom, in sicer vaša podjetja imajo dolgoletne izkušnje študenti Poslovno-tehniške fakultete, nekateri so študenti preko praktičnih usposabljanj ali pa z diplomanti in diplomantkami, saj zaposlujete tudi gospodarske inženirje in magistre gospodarske inženirje. Prosim, če nam lahko na kratko predstavite vaše podjetje, s čim se ukvarjate, ter kakšen kader so za vaše podjetje gospodarski inženirji, kje vse v podjetju so recimo zaposleni ter katera strokovna področja pokrivajo. Pa bi mogoče začeli kar z gospodarjo Bajc, recimo. Najprej lep pozdrav vsem skupaj tudi z moje strani in hvala organizatorjem za povabilo. Bom na kratko predstavila podjetje Ledlux, se pač ukvarja z razvojem in pa proizvodnjo LED svetil, ki so namenjena komercialni, arhitekturni in pa industrijski rabi. Naša lokacija je na slovensko-italijanski meji in tudi lastništvo podjetja je slovensko-italijansko, kar radi poudarimo prav v ta namen, da pač združujemo obe kulturi, se pravi tako slovensko kot italijansko kulturo, kjer prevladuje ta inovativni podjetniški duh in marljivost slovenske kulture in pa seveda italijanska odličnost v dizajnu in pa veliko let izkušenj v industrijski proizvodnji. Zdaj trenutno se bližamo, kar se tiče zaposlenih, že številki 40. Lahko rečem, da smo v zadnjih 2 letih podvojili število zaposlenih, ki seveda raste pač z obsegom in rastjo poslovanja. Zaposlujemo na vseh nivojih znotraj podjetja in kar bi pa rada poudarila, pa je tudi to, da v bistvu so zelo zaželeni kadri iz Poslovno-tehnične fakultete. Imamo kar nekaj kadra iz vaše fakultete, ki pa pokrivajo različna področja, od razvoja, nabave, produktnega menedžmenta in pa tudi nekatere vodilne funkcije v proizvodnji.
Tako da to bi bilo tako na kratko iz moje strani. Pozdravljeni vsem skupaj, tudi organizatorjem, slušateljem in vsem skupaj. Ja, jaz sem z Goapa, solkansko podjetje, praktično že 25 let prisotno na ladijskem trgu, tako da imamo en segment ladijskega trga, to pomeni, da opremljamo v bistvu in razvijamo krmilnike za upravljanje gretenja in hlajenja v potniških kabinah, tako da imamo praktično 50% šera, kar se tiče teh čezoceanskih velikih ladij, ki se jih videva zdaj po svetu, ki potujejo. To mi opremljamo v povezavi z italijanskim partnerjem, ki to montira tudi gor. To je ena veja, druga veja je pa ta smart home. V bistvu razvijamo pa brezžične module z smart home rešitve za domove, za poslovne stavbe na osnovi Z-Wave tehnologije. To zdaj praktično delamo od leta 2012 naprej. Imamo pa ogromno študentov, ki se zavrti skozi naše podjetje, tako da mi do tega smo zelo odprti. Se to bo potem tudi omenjeno, potem sem videl v naslednjih točkah, z namenom, da pač spoznamo, da predstavimo naše podjetje, kaj mi delamo, da pač študenti vidijo, kaj se dela tudi v Solkanu. In hkrati tudi mi, da spoznamo študente in vidimo potencial za morebitno nadaljnje sodelovanje. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Najprej se bom predstavil. Moje ime je Aleš Humar. Trenutno sem zaposlen kot vodja službe kakovosti dobaviteljev in vhodne kakovosti. Torej, Male je velika korporacija z zelo velikim prometom in številom zaposlenih. Kot vidimo, je zaposlenih po celem svetu več kot 77,000 ljudi. Ima 16 raziskovalno-razvojnih centrov, 4 profitne centre, 160 proizvodnih lokacij, se pravi tovarn po svetu, in 5 poslovnih enot. Se pravi, ena so poslovna enota Bati, filtri, vse bolj pa se uveljavlja naša mehatronika in elektronika in center tega je predvsem v Šempetru. Tukaj je en footprint, ko bi rekel, celega sveta in kje so podjetja. Kot vidite, so prisotni po celem svetu in v glavnem največji delež je v Evropi, pokriva se pa tudi Azija in Amerika. Predvsem v Aziji se pa zelo širijo. Zdaj, da se vrnemo na delovna mesta, kar je tudi zelo pomembno. Gospodarskih inženirjev v našem podjetju je zelo veliko. Tukaj sem naštel nekaj vodstvenih mest najprej in potem še ostale. Se pravi, trenutno so gospodarski inženirji namestnik generalnega direktorja, vodja sektorja kakovosti, vodja služba kakovosti dobaviteljev in vhodne kakovosti, vodja služba za analizo konkurenčnih izdelkov, vodja služba komercialnega planiranja, vodja projekta tehnologija. Zdaj, kot vidite, nas gospodarski inženirji običajno po vseh funkcijah podjetja, se pravi, običajno je bilo tako, da ker so začeli prakso, tam so dograjevali znanja in osvojili ta profil. Kot vemo, je to zelo multidisciplinaren poklic in se lahko zelo hitro uči preko praktičnih izkušenj. Potem so še ostala delovna mesta, kot so v projektni nabavi, so projektni nabavniki. Imamo več projektantov kakovosti, gospodarskih inženirjev, inženirji kakovosti dobaviteljev in razni tehnologi v proizvodnji so tudi gospodarski inženirji. In kot sem omenil, v okviru praktičnega usposabljanja letno je več študentov pri nas v podjetju. Tam se poglobijo določene področje, dobijo naloge in s tem tudi izkušnje. In v primeru, da se zelo dobro izkaže, jih podjetje tudi potem zaposli. Hvala lepa vsem za predstavitve podjetij. Na gospodarskem inženiringu se nam zdi pomembno, da študenti tekom študija preko praktičnega usposabljanja spoznajo različna dela v podjetjih in tako pridobijo prve delovne izkušnje ter osvojijo nekaj novih znanj. Podjetja pa preko tovrstnih sodelovanj lahko spoznavate potencialne bodoče sodelavce. Kakšne so vaše izkušnje s tovrstnim sodelovanjem? Mogoče začnem kar jaz, se pravi,
Pred leti smo imeli ogromno, tudi v mojem oddelku, smo se zaposlili, ogromno praktičnih usposabljanj. Večina teh se je zaposlila potem kot projektanti kakovosti, smo bili zelo zadovoljni. Sicer niso ostali vsi v mojem področju, ampak zaradi velike širine so potem ostali enako v oddelku kakovosti, vendar se ukvarjajo s podobnim delom. Nekaj je bilo tudi diplomantov, se pravi, jaz sem bil mentor enemu študentu tudi, ki je končal diplomo, hkrati pa 3 praktična usposabljanja. Vem pa, da imajo tudi ostali, moji kolegi sprejemajo z veseljem študenta gospodarskega inženirja, ki se hitro vpeljejo in smo zelo zadovoljni. Ja, tako, v bistvu v našem podjetju se te prakse poslužujemo že od samega začetka, že od ustanovitve dalje. V bistvu dajemo možnost študentom in pač za opravljanje praktičnega dela ali pa tudi za opravljanje pač študentskega dela in da se pol pač iz tega ven razvije tudi v toliko daleč, da pride tudi do same zaposlitve, vkolikor je seveda obojestranski interes. In v bistvu sem hotela poudariti še to, da nam je tudi fajn, da dobimo že direktno študente k nam, ker nam v bistvu to omogoča, da pol kadre zgradimo v bistvu dobesedno po naši meri na tak način, kakor nam najbolj ustreza. In je to v bistvu en tak dober model, v bistvu za grajenje internih in procesov in kulture in pa na način, kako gradimo pol posamezne time in pa celotno ekipo podjetja. Tako da smo odprti in je dobrodošlo, da prihajajo študenti k nam. Smo jih veseli in jih bomo tudi še vnaprej. Ja, zdaj mi smo v bistvu manjši kot Mahle, tako da v bistvu pri nas dejansko imajo možnost spoznati dejansko podjetje v celoti. V večini primerov pride skozi razvoj noter, tako da jih damo prvo v razvoj, ampak če potem se izrazi neka želja, recimo, da bi spoznali kaj drugega, kakšne druge oddelke, potem lahko tudi gre v marketing, recimo komercialo, logistiko in tako naprej. Tako da glede tega dejansko smo res zelo odprti, smo majhni, prilagodljivi. Tako da dejansko tudi, kar smo dobili tako feedbacka pri nas, res dobijo dosti znanja in vpogled v nekako celo strukturo podjetja, kako podjetje dela, od nabave materialov do tehnologije, do prodaje, do razvoja, kako nastane izdelek, tako da dejansko pri nas dobijo ta celovit vpogled v to zadevo. Ja, v bistvu, tako kot je gospod pred mano povedal, tudi mi se prilagodimo. Če študent v času prakse nekam ga dodelimo, če se izrazi željo, da se vidi nekje drugemu, tudi mentorja zamenjamo. Tako da smo zelo tudi mi odprti za te spremembe, ker mislim, da je pač najboljša praksa in tudi pol kasnejša zaposlitev, da se človek dobi tam, kjer mu je res všeč. In takrat so tudi najboljši rezultati iz strani mentorjev kot iz strani študentov. Glede tega se zelo prilagodimo. Bom nadaljevala kar jaz z naslednjim vprašanjem. Študente nekako poskušamo skozi cel študijski proces osveščati o pomembnosti praktičnih izkušenj, ki jih pridobivajo tekom študija, tudi tako, da sodelujo pri različnih projektih, pa recimo ciljno izbiranje študentskega dela, kot tudi z obštudijskimi dejavnostmi, saj tako bolje spoznavajo sebe, svoje interese, svoje potenciale. Kakšen bi bil recimo vaš nasvet študentom, ki vstopajo na študijsko pot, morda tudi skozi vašo lastno izkušnjo? Zdaj, to je zmeraj neka taka, bom rekel, dilema, ali je študirati tisto, kar te veseli, ali študirati tisto, kar ti bo dalo potem službo. Jaz sem tega mnenja, da pač pejdi študirati tisto, kar te dejansko veseli, in to, da te veseli, pomeni, če lahko znajdeš kakšen hobi, če potegneš neko vzporednico, kar te tebi veseli, da tisto delaš doma in da tisto pole bi dejansko rad delal tudi tam, tisto se mi zdi, da je najboljša iztočnica. Tam te ne bo skrbelo, danes moram iti v službo, zjutraj spet služba, in ponedeljek spet služba. Če nekaj delaš z veseljem, kaj je to hobi, je to najboljše, definitivno. Zdaj,
ker tudi če ne boš dobil službo, jo boš dobil na nek način. Jo boš dobil, ali si boš odprl podjetje ali kaj takega, ali si boš odprl podjetje, pač obrt, ne. Tako da to je moj moto, ne. Jaz bi se tako še vedno odločil, ko sem se odločil takrat, ne. Mene me je veselila elektronika in sem šel študirati elektroniko in sem dobil tudi službo v elektroniki in to z veseljem delam. Tako da ja, mislim, da je tisti moto, no. Veselje do dela, ne. Vsekakor pač te usmeritve, ki jim že vi dajete, so dobrodošle in pa jih podpiramo tudi v našem podjetju in tudi sama podpiram ta način, zato ker nekako vsakemu mlademu, ki šele vstopa na trg dela in ki šele spoznava, kaj si dejansko želi početi v življenju, kaj je dejansko njegova pot na nek dolgi rok, bi svetovala, da naj pač se čim bolj udejstvuje v tem praktičnem delu, naj pač proba magari različne pač vrste dela, tako da pač nekako res spozna, kaj potegne za sabo, kaj predstavlja neko delo, da ne ostane vse skupaj samo v glavi in pa v teoriji, ampak da dejansko spozna, kaj to v praksi pomeni in da se pol nekako res najde, tako kot je že pred mano gospod Pellegrini rekel, da res najde tisto, kar ga veseli in da pol res z dušo dela, ne, ker edino na ta način je lahko pol človek dejansko, bomo rekli, živi svoje poslanstvo, dela svoje poslanstvo in dejansko uživa v tem in lahko da maksimalne rezultate ven iz tega, ne. In to je v bistvu je obojestranska, v bistvu vse korist je malo taka groba beseda, ampak dejansko je obojestransko, je dobro in za posameznika, da se lahko res izživi, ne, in živi iz samega sebe in pa tudi pač za podjetje so pol to idealni zaposleni, bomo rekli, ne, ker dejansko uživajo v tem, kar počnejo. Jaz bi tudi poudaril pomen tega praktična usposabljanja in da si res izberete tisto, kar vas veseli, ker potem v realnem okolju je treba znanje neprestano izpad. Se pravi, se začne s prakso, si izberete oddelek oziroma službo, poklic, ki vas veseli in tam se dograjuje. No, vsaj tako sem jaz začel delati, na primer v vhodni kontroli, v materialov. In skozi vsa leta, potem tudi, ko sem pisal drugo bolonjsko stopnjo, skozi predmete, ki je bilo veliko izbirnih, sem zbral tiste, ki so mi pomembni in s tem tudi gradil svoje lastne kompetence, ne. In tudi kakšne izmenjave so dobrodošle. Sem na drugi bolonjski stopnji šel tudi en mesec na poletno šolo v Šangaj, zdaj je sicer zaradi korona razmer zelo težko, ampak sem se zelo veliko naučil, druga kultura in to tudi podjetja zelo cenijo. To mednarodno, predvsem male, no, ki je zelo mednarodno usmerjen in ima podjetja po celem svetu. Je pa tako, s prakso se začne in potem treba dograjevati z rednim delom in učiti se treba neprestano, ne, tako bom rekel, ne, in najboljše je pač zbrati področje in dograjevati, da smo nekje res kompetentni in kot pa da skačemo iz enega drugega, vse to je moje mnenje. Ja, v bistvu jaz se strinjam z vsem, kar so povedali pred mano. No, in moje izkušnje so take, da če je človek pač prišel na neko prakso delati na neko mesto, kjer ga veseli, je potem v bistvu se zaposlitev zgodila kar sama, no, skoraj ni bilo treba nekih dodatnih razgovorov in oziroma niti nismo rabili delati novih razgovorov in smo kar peljali tega študenta naprej v zaposlitev, kar je tudi velik plus. Pol tak kandidat je pol mu lažje sam prestopi iz študentskega statusa na zaposlitveni in pride neko okolje, ker že vse pozna, ne. Ni dodatnega stresa, ne, da nekaj moraš vse na novo začeti, ne. Tako da to je res, kar so pred mano povedali se študenti, kar držite se tega pravila, no, ker je zelo pomembno. Se tudi trenutno, no, če lahko povemo, mislim, da imamo kar nekaj študentov, no, s prve stopnje, ki so tudi na drugi stopnji in trenutno so zaposleni kot študenti v našem podjetju. Tako je, tudi preko študentskega servisa in pol, če se izkaže in da je pri nas tudi potreba, pol gremo kar v zaposlitev. Super, hvala lepa. Ja, verjetno je tudi, ja, tako kot ste rekli, prehod na delo
če opravljajo že praktično usposabljanje, bolj gladek, tako da ne predstavlja velik stres, ko prvič začnejo z delom. Imamo še eno vprašanje. Kaj so najbolj strateške usmeritve vašega podjetja za naprej in kje pri tem vidite možno vlogo gospodarskega inženirja? Ja, v bistvu mi tako, saj ste videli, da smo veliki in tudi se kaže, da se bomo tudi širili. Tako da v bistvu na teh področjih, kjer je Aleš prej že omenil, tukaj se bojo kazali, ker pač bomo rabili večji nabor. Jaz mislim, da prav v tej smeri, no. Pač toliko, ker zdaj pač ne vemo zdaj, kakšna bo prihodnost, ampak tako, ko kaže, trenutno bomo še potrebovali inženirje z vaše strani, z vašega faksa. Jaz bi rekel predvsem tam, kjer je potrebno sodelovanje med različnimi službami, no, kot pričemo pri nas kakovosti dobaviteljev ali pa nasplošno, ima steka z nabavo, z razvojem, s tehnologijo in moraš poznati vse pomalo in je tudi lažje potem koordinirati in sodelovati vse skupaj. No, te kadre, kar si jih naštel Aleš prej, tukaj bomo še rabili, ne? Treba se je zavedati, da mi smo bistveno manjši, kot je Male, tako da nimamo tako širokega nabora pozicij in pa seveda take velikosti in obsega posameznih oddelkov, bom rekla, ampak vsekakor, kolikor se bo pač naša rast še tako pospešeno dvigala, kakor se je do zdaj, bomo širili posamezne oddelke in sem že prej rekla, gospodarski inženirji so pri nas absolutno dobrodošli, zelo iskan kader. In lahko pokrivajo od, kakor sem rekla, produktnega menedžmenta, nabave, prodaje, tehnične podpore, tako da kolikor se bo širilo v tej smeri, bomo definitivno tukaj iskali tudi gospodarske inženirje. Strategija našega podjetja je definitivno nadaljevanje v smeri razvoja pametnih naprav, brezžičnih naprav, ker smo prepričani, da v bistvu prihodnost je že sedanjost, ne, že vsaka naprava praktično komunicira in s prihodnjih bo samo še več. Ampak smo imeli pa že veliko izkušenj, da tam, kjer je voja, tudi pot, ne, to pomeni, da ne glede na izobrazbo, vsak človek se lahko izobrazi v tiste potrebe določenega poklica, ne, tako da mi smo odprti, ne, definitivno smo odprti, da tisti, ki ima željo, voljo po izobraževanju, po znanju, definitivno pri nas se kaj najde, ne. Ja, mi dve sva z vprašanji prišli nekako do konca. Na tej točki bi pa mogoče povabila vas slušatelje, da gostom postavite kakšna vprašanja, če se vam je utrnilo med to okroglo mizo še kakšno dodatno vprašanje, kar veselo z besedo in s vprašanji na dan. Ali pa mogoče, če bi želel kakšen študent z nami deliti kakšno lastno izkušnjo o študiju na poslovno-tehniški fakulteti ali pa mogoče o praktičnem usposabljanju, tako da... En lep pozdrav vsem, sem Martin Mitel, študent 4. letnika oziroma absolvent poslovno-tehniške fakultete. Že v 2. letniku me nekako med vsemi širokimi izobraževalnimi vsebinami, ki jih ponuja študij na PTF, zelo pritegnil predmet spletne tehnologije. Radovednost nad spletnimi tehnologijami me je vodila tudi v uspešnem zaključku predmeta. Tako sem nadaljeval s samoizobraževanjem. Odkril sem, da me to področje najbolj zanima in sploh nisem bil v dvomih, v kakšnem podjetju bom v 3. letniku opravljal praktično usposabljanje. V samem podjetju sem se naučil veliko novih stvari, kot so na primer reševanje real life problems oziroma vsakodnevnih, spoznal veliko novih orodij, kako poteka delovni dan spletnega razvijalca, izpeljavo projekta od začetka do konca in tako naprej. To me je tudi vodilo v izbiro teme praktičnega usposabljanja,
Izbral sem razvoj spletne aplikacije za naročanje v baru. Motiv teme izhajal iz mojih dosedanjih izkušenj z delom v baru. Skozi čas med delom sem opazil šibke točke in pomanjkljivosti v načinu dela. S tem oziroma z razvojem spletne aplikacije sem želel občutno zmanjšati možnost napak. Torej, spletna aplikacija, ki sem jo razvil, je namenjena barom, da prikažejo svojo ponudbo strankam in tem omogoča oddajo naročila preko njihovega telefona. Globina izobraževalnih vsebin in delovnih izkušenj na praktično usposabljanje mi je odprlo vrata v delovno okolje. Tudi po končanem praktičnem usposabljanju nadaljujem z delom na različnih projektih znotraj podjetja in po dokončani diplomi pa želim nadaljevati profesionalno kariero na tem področju. Hvala, da ste delili svoje izkušnje z nami. Ja, mogoče, če jaz dodam, v bistvu na Poslovno-tehniški fakulteti je precej dobro strukturirano to praktično usposabljanje. Imamo nabor tem praks različnih, z različnih področij in trudimo se, da študente zelo nagovarjamo na to, da sami raziščejo področja, ki jih veselijo, da izberejo primerno temo, dobijo mentorja na univerzi in potem kontaktirajo ciljna podjetja. Tako da dejansko želimo, da je v bistvu zadovoljstvo obojestransko, tako da je podjetje zadovoljno s tem praktičnim usposabljanjem, da študent opravlja neke vsebine, ki so za podjetje v bistvu dobrodošle, in tudi študent v bistvu pridobiva neke prve delovne izkušnje in vkolikor je potem zadovoljstvo obojestransko, pogosto prihaja tudi do nadaljnjih sodelovanj. Mi smo pa prišli do konca naše današnje okrogle mize. Rada bi se zahvalila vsem za sodelovanje in pozornost, še posebej gostom, ki so sprejeli povabilo, da sodelujejo na tej okrogli mizi. Tisti, ki jih zanima, študentje predvsem, ki jih zanima študij na Poslovno-tehniški fakulteti, vabim, da kontaktirajo našo študentsko pisarno, kjer jim bojo z veseljem pomagali. Vabim pa tudi vse udeležence, da si ogledate okrogle mize prejšnjih let, ki so prosto dostopne na YouTube kanalu in ker lahko vidite tudi izkušnje naših diplomantov. S tem bi zaključila okroglo mizo in bi vas lepo pozdravila. Lep vikend želim vsem.